Trenutno sem v Renault Kanguju, ki pa ni takšen, kot so vsi ostali, zato ker v bistvu je odzadaj samo en sedež, torej je ta Renault Kangoo pripravljen samo za 3 potnike, ampak četrti potnik pa lahko sedi na svojem invalidskem vozičku. Ta Renault Kangoo je pripravljen za osebe, ki potrebujejo za svoje življenje nujno invalidski voziček. In to pripravo tega avtomobila, tega Renault Kangooja, so pripravili kar v posebnem modelku teh v Renaultu. Sama inštalacija te rampe, ki je ročna rampa, ki jo spustiš dol in potem pripneš, kar bomo tudi pokazali, pa stane 5880 evrov. Zadev sem. Torej, v osnovi stane ta avtomobil Renault Kangoo 16310 evrov, tam nekje. To je oprema komfort, dizelski motor, 1.5 z 90 konjskimi močmi. To je v bistvu 66 kW, tako da boste vedeli. Vožnja s tem avtomobilom je ista kot navadnem Kanguju, ki smo ga že imeli na testu. Le vzad malo bolj ropota pri višji hitrosti, zato ker se rampa tam mičkeno premika, ker pač le velika in dolga in ker se zloži, potem je malo odstopanja. Prav tako je pač odbijač prilagojen zadnji, zato da se lahko rampa dol spusti, zaradi česar ima malo manj izolacije avtomobil zadaj in je malo glasnejši, ampak pač to ni taka ovira. Vse ostalo je čisto normalno, klasičen Kangoo, všečen za peljati, vse kar potrebuješ imaš na dosegu roke. Z Matejo Pintar pa bomo pokazali, kako se v bistvu prevažaš lahko na invalidskem vozičku temu. Kakšna je bila ta vožnja z Kangujem, ki ima to možnost? Ja, v bistvu ni zdaj prvič, da bi se vozila v enem podobnem avtu ali pa na enem takem položaju. Se mi zdi tako voziček tukaj od spodaj na spodnjem delu, ki je pripet, zelo stabilen, tako da je to zelo fajn in tudi se varno počutim. Težava je pa mogoče tale pas zgoraj, ki pa ne nudi v bistvu čisto nobene stabilnosti, tako da vmes, ko sem se vozila, ves čas sem se morala držati za voziček, recimo pač, da ne bi z zgornjim delom se premikala, ker tale pas res mi je tako, kakor da ga ne bi imela. To mogoče je malo škoda, ampak najbrž težava, pač, ker zaradi same pozicije vozička se ga ne da nikamor pripeti. Glede samega pripenjanja. Zdaj prvič, ko smo pripenjali voziček, v bistvu smo rabili 15 minut, ne. Pač okej, s časoma bi se navadili, pa bi to hitreje. Zdaj v drugo bo šlo hitreje, bomo v 3 minutah to naredila, ne. Zdaj me pa zanima, a se ti zdi to še zmeraj preveč komplicirano, preveč časovno dolgo, ali misliš, da je to lahko, ali misliš, da je to okej? Ja, v bistvu ja, midva sva nekaj časa porabila pri pripenjanju tudi zato, da sva ugotovila, kakšen je bil sam sistem. Zdaj, če bi to delala drugič, bi zagotovo šlo malo hitrejše. Ampak kljub vsemu jaz pač sem navajena svojega avtomobila, kjer se pač presedem na navaden sedež, voziček zložim v avto in se odpeljem, tako da vse tole se mi vseeno zdi mogoče malo bolj zakompliciran ali pa preveč zakompliciran za mojo situacijo, ampak sigurno pa komu drugemu, ki ima mogoče drugačen način ali pa pač ne zlaga vozička tako, kakor ga jaz, bi tudi tole prišlo prav. Ne poznam pa recimo kakšnega sistema, da bi bil narejen na ta način, pa da bi bil hitrejši, tako da bi ne morem narediti primerjave, no. Zdaj glede recimo, ti voziš Kio Ceeda ali Procida? Procida, ja. Kia Procida, avtomatski menjalnik pa prilagojenje, ne? Ja. Koliko dolgo ga že voziš in kako si v bistvu zadovoljna s takšnim načinom? Jaz imam ta avto zdaj 1,5 leta, ampak tudi pri prejšnjem avtomobilu sem
uporabljala čisto enak način, torej pač avtomatski menjalnik pa narejeno mehansko povezavo z bremzami in gasom, tako da meni ta način zelo dobro ustreza. No, pač ne zasede v bistvu nobenega prostora v avtomobilu, razen pač voziček, ki ga zložim potem sama, tako da zelo hitro to lahko naredim, sama se lahko vozim, sama v bistvu vse počnem, kar je zame tudi glavni namen tega, da imam avtomobil, se pravi neodvisnost in samostojnost, tako da meni ta način zelo ustreza, seveda pa treba pri tem imeti dosti v redu roke, tako da mogoče za kakšne druge invalide ali pa tetraplegike seveda ta način ne pride v poštev, zame pa zelo dobro funkcionira še zaenkrat. A si imela kakšne težave pri upravljanju izpita vozniškega? Ne, sploh ne. Jaz sem v bistvu edino, kar je bilo, da sem že takrat svoj avto kupila, preden sem sploh imela vozniški izpit in sem tudi s svojim avtomobilom delala vse učne ure, ampak so mi šli pač pri avtošoli zelo na roko glede tega, tako da je pač inštruktor se z mojim avtom z mano vozil naokrog, tako da to je šlo čisto normalno, treba je bilo pač zraven narediti še en test za to predelavo, to je bilo pa praktično vse. To je homologacija v bistvu, ne? Ja, to je čisto na papirju, ampak tudi jaz sem morala pač opraviti ta test, da znam s tem delati. Kaj pa kakšne kazni že imaš? V bistvu za prehitro vožnjo ne, sem jih pa dobila že ogromno za napačno parkiranje, ampak čisto po krivici, no, tako da bom rekla, pač v Luksemburgu sem parkrat, ne vem, parkirala mogoče malo čez črto ali pa niso opazili, da imam dejansko znak za dovoljenje za parkiranje na invalidskih prostorih, tako da nisem imela zaenkrat še kakšnih večjih stroškov s tem. Kaj pa recimo ti, ko sedeš v avto svojo Kio, ne? Tale voziček daš poleg sebe? Ne, voziček v bistvu razstavim, se pravi zložim, poberem dol kolesa, tako da kolesa grejo za sovoznikov sedež, zdaj sam voziček, ogrodje pa za moj sedež. Kaj bi pa priporočala vsem ostalim, ki se soočajo z vozičkom, mogoče po kakšni nesreči, kaj jim bi sporočila v bistvu? Recimo zdaj, če ostanemo pri avtomobilih, vsekakor nujno narediti vozniški izpit ali pa če ga že imajo, še naprej voziti, če je to možnost, da so pač samostojni z avtom. Meni sam avto res ogromno pomeni, vedno pravim, da bi se marsičemu drugemu v življenju lahko odpovedala, avtomobilu pa sigurno ne. Tako da, ja, biti samostojen, kolikor se le da, in zdaj pač tudi pri izbiri avtomobila ali pa samega načina je pa seveda odvisno od vsake situacije posameznika, da si najde eno varianto, ki pač njemu najbolj ustreza. Kakšen je pa tvoj življenjski moto? Recimo temu vedno stremeti čez svoje meje. Super. Kaj pa letošnje olimpijske igre? Kakšni so plani, kakšni so cilji? Ja, zdaj jaz seveda imam željo tam čim bolje nastopati po 2 medaljah, tudi tokrat si želim medalje, to ni čisto nobena skrivnost, je pa res, da sem imela oziroma imam v zadnjih 2 letih ogromne težave s poškodbami in tudi sicer zdravstvene, tako da na žalost priprave še vedno moje ne potekajo ravno tako, kakor bi si želela, kljub temu pa seveda bom naredila vse za to, da tudi letos svoje cilje izpolnim. Okej, super.